Tole pa zdaj pa bilo te. To pa je 7. sezona, zdaj se pa osečam. Zdaj pa imamo to. Zdaj pereva. Ta teden je Peli najdu samega sebe. Yes. Ni. Mojo, lost mojo. I found my lost mojo, baby. Hvala. Absolutno. Ja. Zdaj smo not. Zdaj smo not. Zdaj tle 7. sezona ni več v nulti, zdaj smo v enki. Zdaj pa ena. Zdaj pa zares. Zdaj pa ni zebanci. Prej smo se še malo osečali, malo levo, desno. Tipali teren, kako pravijo. Kje so lukne pred golom, več so kakšne. Da no pa ne, kolen kvrt. Tako ne poškoditi, tega nočemo. Smo že tudi dobro ugreti. Ja, veš, da smo. Smo to pretrčavali prej. Pretrčavali smo na polno. Skodoneško telovadbo je bilo treba. Ugreti se je treba, to zmeri. Znanstveniki so zdaj dokazali, da v bistvu skodoneška telovadba da je čist the best. Kažno? To, kar smo imeli v šoli, veš pa v vojski te. Ja, on je čisto neke osnovne vaje. Ja, če to delaš, da si zmagal live, unih life hackov v ostalih 380, ki ti sploh ne rabiš. Mislim, sumem, da so itak je pol teh je iz peljanka te. Ja, sej so, no. Pa pač eni so v težeh, eni so z lastnimi težmi, te so pa tle pa pač sam s svojim telesom delaš. Ja, sej to. Pa so naredili pa še 1000 variant, kako s svojim telesom delaš, ampak ti povedo na YouTube. Mislim, ti ni povedal učitelj osnovnošolske telovadbe. Vsekakor, če bi to delal vsak dan, bi imel boljši rezultat. Če bi še 20 minut ali pa pol ure hodil, ne laufu ali pa karkoli se zaganil, bicikliral, ne vem, veš, se naprezal močno. Pol ure hodil, pa že tam. Vse narejen. Že cajta zmanjka. Ja, koliko ti še ostane cajta? Ja, to pa je itak. A veš, ker tam prvnih life hackih, ki jih je Peli omenil, tam nimaš cajta. Ja, ki je imel 30 life hackov, ko vsak ga ne en dan. Vem. Ula ledena, pa pa tret, pa 30 stvari. Veš, da to vsak dan delaš, pa se skagla. To delaš 4 ure vse skup, te jebe. Misliš, da priješ čez? Ja, ne unije, kao. Sicer sem prevrtil video, da nisem... Ja, jaz sem skoraj celega gledal, no, se pravi, nisem si pa glih zapomnil, koliko cajta mu je vse skupaj pol to pobral. Tega nisem zasledil, sam se mi je zdel krno. Ja. Pa tret, pa skos, mislim. Preveč. Sam mal mislim, da je bilo vse malo prirejen tisto. Da sta si malo naštimala, kjere stvari bi imela prej, pa kjere bi imela malo kasneje. Ja, veš, da to. Jaz bi kažne take neumnosti fasal, da sem tisto, ne vem, koliko bosa sta bila, ne vem, koliko en dana, ne, koliko cajta. Ja. Pa nekaj, ne vem, no, lej. V glavnem, ne rabiš vsega, boljše, da neki manj, pa tisti redno. Ja, tako, če redno, ne. Tle se splača biti kroničen. Ja. To je pa približno edina stvar. Pa še vsaka, če sem tukaj, bodite previdni, se mi ti misli. Ne, a veš, ni treba, a veš, triatlona laufa. Ne, valjda, da ne, itek, da ne. Je to pa dejstvo, ja, seveda. Tega, ne. Točno ne, to. Se veš, recimo, ko gledaš to, ko imajo Kitajci tele v parkih v nevaje delajo zjutraj, ne, pa to, a veš, mislim, vse skupaj je brez veze, ne, če tako gledaš, ne. Ni. Mislim, ne, se to ti govorim, ni, ne, ampak tako, če na pogled zgleda čist brezvezno, ne, ampak je pa ti pa da unogibljivost in vse skupaj, tako da so vaje, ki se splačajo početi. Ja. To je res. Tako, točno to. No. Če pa zraven še kreatin vzamete. Ni pa nič narobe. Ta je za mišice, ta mono neki, a so različni to? Kaj? A to so različni, kva moramo vzeti? Ne, je čist navaden, da ni klese nič naloč, da več, ko ima nekih stvari gor napisanih, je samo dražji, ampak drugače to vse isti joke. Ja, ampak nuca sploh že v osnovi, ali ne? Ja, to pa je. Da to bi mogel recimo mogel res vsak imati. No. Prav vsak, to je to dobro. Čaka, vsak športnik ali vsak? Ne, to bi mogel vsak imati. Pa dobro, zakaj nimamo še trgovine s tem? Dosti je te robe, kukar češ je tega povsod. Škoda, no. Pa je šla še ena poslovna priložnost. To so malo zamudili po moje. Razen, če narediš tako, kot oni, ki so naredili v lepih bocah, a veš, neki.
Te, ki so uno vodo, recimo. Liquid death, ali kaj Liquid death. Pa se vsi delajo, neki dajo lepe boce, tudi če je krema za sončenje, pa sam da daš v lepo boco, pa malo dražji, stari takoj ruhni kupiti, ki mutavi. No, ko un liquid death, ti se pa, ne, marketinški oddelki marketinške konference so polne, ne, tega modela, ki predava, kako je to naredil, ker je res mojstersko resnici. Vodo iz pipe prodaja v Pixni za 3,5 €, bravo. Ne, 2,5 €, z okusom 3,5 €. Ja, seveda, le. Narejen. Zdaj mislim, da smo že imeli to. Ampak, mislim, je kar majsterno, to hočem reči. Ja, ne, mislim pač sam, a ne ti, recimo, on je razmišljal izven škatle, ker si vsak reče, kdo pa v kupu vodo za 2 €. Ne? Ja, moš nekaj ne. Razen, če nisi, ne vem, da je to, da si sredi puščave gobija, ne, imaš štant, pa tisti, ki meni pridajo, oni bojo pač to kupili. Pa se oni ne hodili, mislim, no, vem, ampak nimaš prav dosti strank, tudi ne, oni res rabijo. Tako, tam res rabijo. Ampak, ne, ostalo pa res, mislim, a veš, ti si ne znaš, nekih stvari si mi ne znamo predstavljati, ne, ker si rečeš, pa kaj, ne, to brez veze. Ja, sam tip je pač razmišljal, tele energijske pijače so začele s temi dizajni že 10-15 let nazaj, kakšne so cifre, to se zmer dobro prodaja. A misliš, da bi ta fora palila tudi na navadni vodi? Dajmo probati. Ja. Halo, dizajner, na Fiverrju enega bombnu, daj mi narediti hud dizajn, daj mi ne 5, ampak 10, daj mi topalt. Narede bo. Dvojno mu je plačal, razumeš, da se taka bamp za une naredil, tekočo smrt, ne, blamf. Je bilo malo fonte take, da so bili malo bolj rokarski, ali kako bi rekel, malo bolj šarf, ne, pa je narejen. Ja, valjda. Malo bolj divje barve, 2,5. Ja, lej, se pravim, pač nimaš. Mislim, malo sem v fovšnja. Ja, se pravi, ne, tako je tako, smo tudi že rekli, ne, da je pač, kaj je bila edina uspešna pijača po Coca-Coli, da je resnično uspela, je bil Red Bull. Ne, prej so vsi tekmovali s Coca-Colo, kako jo več zapakirati, kako ono tretne. In pol dobiš nekaj, ki je manj za nič, veš, ful za nič. Ja, in dražji. In dražji. Ne, to pač sem dober, stari. Kako je to dober? Ne vem, pa še on je ukradel nekaj na Tajskem. Ja, on je nekaj na Tajskem. Na Tajskem bil, kaj tam bil ga žuril, pa pil, pa je pa to videl, to je pa kul pizda, ne. Ja. Tako najboljši, ki se delajo. In oni bogi revež niso, pa so se oni to spomnili, tega hudiča. Je bilo. Sej so imeli spillover, ki so pač svojega pol več prodali. Ja, so pizda, po mojem, mislim, benzune ne ve. Niso milijarderji ratali, ampak mogoče pa zdaj plačal kot prej. Mogoče pa zdaj Flying Horse delajo za Hofer, pa se dobro zdaj prodaja. Ja, upam, ja, da se. Veš, kaj zdaj te reklame gledaš. A zvidu nekaj imaš zdaj te reklame, kot Hofer, izdelk, ki naredi svojega generičnega naredine. Ja, na plakatih ponuja, ne vem, se pravi Red Bull je koliko, ne vem, euro 18 in pol oni unga svojega Flying Horse tišijo za 49 centov. Aha. Ne, tako da so... Se tu pa probo, če je isto zadač. Ja. Nekaj, 49 centov. Ja, čeprav zanč mi je dala nekaj, Tamara mi je dala, jaz te Red Bulla resnično namaram in mi je dala za probati, imajo nekaj zdaj Summer Edition, z ne vem, nekim mangom in nekaj in je pa celo užiteno. Z mangom? To je pa zdaj, da pa te dobijo noter. Ja, to je tako kot vapi uni. Ja. Sama veš, mislim, jaz si še zmeram, meni je tako noro s temi, ki gledaš te vape, ker jaz si še zmeram, veš, unga Marlboro Mana predstavljam, ki so nam ga v Bravotih in podobnih revijah. so nam ga šponali, a veš, uno prerijo, unga kavbojca, tazga. Ja, valjda. Tazga, a veš, klenga možakarja, unga deca, ja, ne.
A veš, in da ti danes po enih višancah prdiši z unim udunga vejpa. Ne povezuješ več vejpa, ne povezuješ več z moškostjo, kot smo takrat povezovali cigarete. Ne. One so asociirale na moškost. Drugače, mislim drugače. Ni to več. Drugače je spet. Druga zgodba. Moškost, moč, samostojnost. Prve te feministke, one so kadile pa se, to je bil simbol tega, da bomo enakopravne. Tako. Da bojo enakopravne, da se bojo, isto kadeci, kaj kurac. Tako je. Kadile pa pluvale pa rigale. Tako, valjda. S tem le ne moreš, ne. Pa zipo izostane. Koliko je cool, ne vem, ko smo mi v 90-ih hodili, pa so bili lokalne rock zvezde bombe, pa je imel Bili Zipota, pa Marliče. Mi Čehi, razumeš, reveži, puberteti smo imeli pa Šibice, pa 57. Koliko je bil on bolj cool. Ja, veš, da je bil. Imel je band, igral je, pel ali whatever. In vse bebe so bile, vsaj v unem pajzu so bile pač tam zaradi njega. Saj mi smo si tako domišljali. Mogoče so bile tam tudi zaradi nas, sam nismo opazili. Lej. Ampak bil je pa car, ne. To pa je. To pa je bil. Kaj zdaj? Ja, Ura je cajt. Dajmo šli kaj dam. Dajmo še Slavko to reči, da je 11:42, avizo. Zdaj pa ta prav. Sem se upazil sem, da imam na tej konzoli označen, kjer je bil tu zadnji. Če pogledam. Pa ne se zdi, kaj bom videl. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci. Moram še malo. Tole ni zadnja priložnost, da slišite o zadnji priložnosti. Ne. Teh priložnosti bo še. Bo še nekaj. Upamo še dolg. Tako. Eni bolj kot drugi. Eni upamo tudi, da bomo kdaj končali zadnjo priložnost, pa šli na bolj staro priložnost. Pustimo tako, kaj je. Zdaj moramo živeti v trenutku. Se strinjam, ker trenutek bo lep in zabaven. Ne smemo preveč hajpati. Tematiki. Se pravi, ne smemo preveč hajpati, ker pa bo lekar. Ne, lahko, zato ko smo veseli, ker je Daniel z nami, pa Mark je tudi. To je pa tudi res. Mislim, ne še kar retrektam na tega, to je zapisnika, pa Hupi Fruit. To je. Kar bomo hmalo slišali, tako da... Ja, mislim, kljub vsemu smo mi še vedno peli. Inzi. Najboljši prehod ever za prvo epizodo. Mislim, še kaj povedal, pa smo pa kar ti. Študiral sem, kako ti ne pogašam. Okay. Pa sem bil kar tih, preden ti... A veš, ker sem gotovo, da lahko tudi z roko pomaham. Lahko pomahaš z roko. Tako kot režiserji, ki ti pomahajo, ti asistent režije, ki ti pomaha. Tako, da veš, da si petini. Akcija, Q in. Ker še nimamo rdeče lučke. Ja, ker nimamo še rdeče lučke. Čeprav a smo se takrat pogovarjali rdeče lučko za odzuni, ne za rdeče lučko, kdo govori. Ja, no, se pravi, moramo ekspendirati tole rdečo lučko. Mi rdečo lučko, kdo govori, včasih bi vse tri gorele, pa zdaj le dve neenkrat bi gorele, ker so oba dva v elementu. To je res, ampak da moraš pritisniti, da veš, da daš, ne? Čeprav pol ne moreš, kako bi meni podal rdečo lučko. Ja, pol bi ti mogel nekaj dogovoriti, pa te ne mogel tako prekiti, kot zdaj. Fizda. Kaj če se zmenimo, da tako v osnovni šoli, da roko dvignemo? Ne, rdeča lučka. Ja. Veš, koliko je kamera, da veš, ker je ta snima. Včasih, ko nas poslušamo, ugotovim, da v bistvu smo mi tako, kot Radio Lab, sam da pač montiramo, a veš, kar Radio Lab ima to foro, da zmontirajo eno stvar na 30 sekund, je drug sound ali drug govorc, ali off, ali muzika, ali neki. Skozi podajajo ta narativ. Mi smo to skozi zmozo, ki pač tako govorimo, pa se prekinemo naredili, pa sploh ni treba ful hude produkcije, kar je the best, jaz sem ful vesel. A veš, koliko mora uri poraba tega cajta za to posnet? To moraš 3 take posnet, enega, pa drugega, pa tretjega, pa še musko, pa zmontirati to, pa kdo to delo?
A misliš, že s tem, po mojem, nisi? 4 teki. Ja, ziher. Misliš? Ja. Po mojem, se sem tako navajen. Ne, za dober intervju, če ga hočeš. Ne, to je intervju, ja. Ja, imaš intervju, a veš, kad ti imaš intervju, pa pol vmes on zgodbo pove, ne, pol se je zgodilo pa tole, pa tole. Po mojem to zmontirajo. Oni pridejo, pa se pogovarjajo, pa se pa to zmontira. Ja, sej, ampak grejo 3krat skozi, ne, a veš, če so to dobre, vsaj 2krat, no. Baje, da to je standard. Mislim, vem, da zato sem jim upal, da bi resne podcaste delal, ker to je res ful dela. Ja. Se imamo predpripravo, pa to, da ne zdaj tako slišal. Ne vem, ampak sem produkcijsko. Ne razumem, ampak veš, že tako ne moreš unga, ki ga intervjuješ 2krat čez to spravljati. Ja, ga. Ponovadi imajo pred intervju. Dobro, ne, to itak, da se prepravim, pa unka maja. Ne, pa grejo ponovadi kar skozi. Saj te NPR pa te resne firme. Ne, da greš enkrat skozi, pa ta drugič. To sem poslušal na tem Sound School podcastu, ki je ta Rob Rosenthal, je pa rekel, da ne vem, enega je imel, ki je imel nek intervju in je pol šel secirati track by track, da se še res v detajle. In da je pol rekel, zdaj pa poslušaj, kako je ta tretjič povedal punchline. Ja, dobro. A veš, ko se je človek sprostil, to ne delaš enkrat, 3krat zapored, to pač imaš 3 sešne. Ampak traja. No. V glavnem, naš session je pa ta, da moramo zdaj iz globoke podcasterske niše prideti nazaj v zadnjo priložnost. Tako. Pojmo pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. To še mene je Mislim, ampak samo zato, ker že vem. Aha, okay. V prejšnji epizodi smo se pogovarjali o tem, malo v ozadju, kako sta Douglas pa Mark skupaj prišla. V bistvu je bilo, kako rečejo v lepi slovenščini Angleži, commissioned, ne. Je bilo to, ne. Naročen članek, ki se je sprevrgel v naročeno radijsko oddajo, ki se je sprevrgel v naročeno knjigo in malce kasneje še v naročeno TV serijo. Tako nekako. Je bilo še kaj drugega? Ja, mislim, Boeing 747. Tako nekako je bilo. Sicer ne vem zakaj, ampak ja. Zato, ker se mi zdel fajn. Tebi se je zdel fajn, da on preletu iz Amerike v Evropo. Vse je bilo dobro, ja, valjda. No, pa se najbrž je imel pol še iz Evrope do kraja dogajanja v Madagaskarju, je imel še kar nekaj zajet. Še malo se mogel potovati, ja. Tako da to je bil kar dolg let, verjetno. Ja. Ja, mislim, ni skar hiter v Madagaskarju, kar takole, ne. Ja, in kaj je tudi kaj pršel in mislil, da se bo malo odpočil. Da bo na easy prišel, malo stuširal, malo kakšen čaj spil. Jok, brate. Učak, stop. Stop igra. Če boš šli notrni. Ja. Ja, dajmo, ne. Format. Kolega. Ja. Ja, no, v glavnem, mislil je, da bo vse, ne, da se bo cedilo med in mleko, kako bi se rekel. Mislim, da je to malo tako mejil na neke počitnice. Ne? Ja, da bo prišel tam mal, ne. Vse veš, na Madagaskar glih ne greš vsak dan, ne? Ja. Mora biti res precej zanimiv. Ja. Otoček, kar se vsega tam tiče, ne? Tako da ja. Ampak je v bistvu zvedel, da bo mogel kar takoj začeti delati in da bojo šli iskati žival. Tako, lemurja. In to še posebno sorto. Lemuri so že tako posebni. Ja, že kot zvemo na začetku knjige, ne, je vse, da je bil Madagaskar pač del celine in kaj je to šlo stran, se je pač tam, so se stvari ločeno razvijale in večino stvari pač tudi ostale tam, kjer so. Ne. Ja, ker lemuri so bili najvišje razvite primati, takrat predno se je tole. Tako, predno se je Madagaskar odbol stran. Tako je. Ja. In se opice tam niso nikoli razvile in zato so tudi uspeli lemuri preživeti. Tako je, kad druge so jih lepo. V Afriki pač so opice prišle in so potamanile vse. So ugotovile, da ima, ker lemur ima še eno lastnost, da ima v bistvu en tak palčko / krepelce ima na sredincu,
ki prav pride. Opice so pa ugotovili, da krepelca nimajo. Ampak da je pa krepelc vse povsod velik. In da s krepelcem, kakšnim večjim, lahko kakšno večjo škodo narediš. Tako. So pač lemurčki šli pa. Mislim, več ali manj. Več ali manj so vse potamanile. Vse, kar je bilo tako nekaj izgledali, je šlo. Zanimivo, ne? Ja. Čigavi predniki smo pa mi? Ne bi vedel. Ja. Jaz bom zanikal. Vsaka podobnost. Tudi imamo te krepelce radi. Vsaka podobnost je zgolj naključna. Ja. Ne, samo pa že, mislim, to, kar smo že prejšič omenili, ful mi je the best, ki pade v knjigo noter, čistko faktografsko, da sploh ni pričakoval, da pač bo ta commission z Markom Karvardinom, da bo ta šla gledati izumrla vrsta lemurja in pol še mal takoj pove, v šali pove, da ga že dolga leta nihče ni videl. A veš? Ja. Ne Mark, ne on, noben drug. Tako da, a veš, takoj začne, v prvem odstavku začne z eno šalo, ki ni tako dolga, kakor kakšna stvar, ko je on napisal, a ne? Ne, ni treba. Pa nič ni bilo treba v vodnikovih opomb, zanimiv. V pol strani je bilo, a veš, v pol strani je povedal pač tole z observerjem, pa je pa še takoj povedal. Moja vloga, in zanje sem bil povsem usposobljen, pa je bila, da bi bil skrajno neveden zoolog, ki naj bi ga prav vse, kar bi se zgodilo, popolnoma presenetilo. Ajaju pa naj ne bi bilo treba početi drugega kot to, kar aji počno že milijone let. Ja. Sedeti na drevesu in se skrivati. To je to. Bravo. Evo, ne? To je to, kar Douglas zna. Sicer je pol, ja, tako. Ja. Sicer pol malo razloži, kaj je, ne? Sam to sem, če kupiš zvočno knjigo oziroma to drugo knjigo, ki so še dodatki, je te zadeve Mark napisal, ampak je Douglas malo dodal malo svojega. Markovi zapiski so isto lepi, mislim, tako, ampak še bilo malo več. Čeprav ta je bila lepa. Zdaj, če ne veste, kako Aja izgleda, je tako, spominja na eno veliko mačko. It's a lemur, but it's rather like a sort of cross between a cat and a fox, with ears like a bat, sort of big red eyes. Sredinca, ki ima eno tako dolgo posušeno vejco na sred. It has a very strange finger. Its middle finger is skeletally thin, and it uses this for sort of poking in the bark to find insects and grubs. And it uses its finger because it never developed a monkey's interest in sticks. Pa ene velike oči. Ja, tako je zanimivo, to morate pogledati. Pogooglite se, oziroma dali v zapiske. Ne rište ga na kartico, pa nam bo še povedali. Ja. Z očmi, ki strmijo nekam mimo tebe v povsem drug svet, ki se jim da odpira tik nad tvojo levo ramo. No, glavno, tako. Pa razloži tole štorijo, kako se je Madagaskar odcepil od matere, pa še takrat, če ni bila Afrika, je bila še nekaj drugega. Nadcelina je bila, ali pa mogoče neki NG. Neki Wanda Goan. Wandaland. Neki je ful debla dolga. When Madagascar was still part of mainland Africa, which itself had been part of the gigantic supercontinent of Gondwanaland. No, in pač lepo razloži, da pač zaradi tega je evolucija tle obstala, opic ni bilo, lemuri so lepo preživeli in to je bilo to. In do prihoda človeka so imeli čist mir. Ja, pa je par tavžent let nazaj. So pa prišli potomci opic. Tako. Pa so hodili imeti že spet stvari po svoje narejene. Ja, in so to tehnologijo krepelca, ki so jo njihovi predniki začeli furati, so sfurali naprej, da so par tisoč let kasneje prišli že z bagri, pa z buldožeri, pa z asfaltom, pa z vsem. In tako se lemuri spet. The lemurs are once again fighting for survival. Ja. No in potem je tukaj že. Bo? Lemur, čakaj, to ni bil moj zvočni. Jaz sem nekaj slišal, kaj je bilo to? Nekaj je prišlo. No, nekaj je bilo. Ja, in on je potem pristal tukaj, Mark ga je že čakal. Ne, spet je imel mini šala. My aeroplane full of monkey descendants arrived in Tananarive airport.
No, ta je lepa. Skozi je lepo, to je. Skozi nas je nudil. Vse, kar je res. Ja. Vse to je res. Z Markom, da se srečata in Mark, vse je narobe. Razpizdanje videti, neki birokrati so ga z hišice spravili. Mislim, del Afrike je bilo to včasih. V Afriki je še danes tako, da stvari ne funkcionirajo tako, kot si jih mi želeli. Kot si mi želeli, ali pa kot si mi predstavljamo. Vse to, ja. Tako da Madagaskar je pa verjetno še neka svoja veja. Ja, ker je rekel, da bi mu že skoraj telegrafiral, da ne hodi. Všeč mi je, ker to pove, da smo v letu 85, ko je bil telegraf najhitrejša oblika komunikacije, ki obstaja. Še mobilcev ni bilo, valjda. Ja, valjda, pa tam še posebej v Afriki, tam verjetno malo levo. To je kar divje, ne? In v glavnem, nek veleposlanik v Bruslu pa tako obljubljeno bo, da bojo dobili, tako kot se odpravim pritiče, v 80-ih sploh 2 Land Roverja, ne enega, ker takrat je bil za tiste, ki ste mlajši, takrat je bil Land Rover, Kamel Trophy se je vozil z Land Roverjem, Defenderjem. Z Defenderjem, to so bile, oddaje so se snemale o tem, koliko je ta avto cool. Pesmi so se pele. No, pa se je bil, veš, ne? Se je bil. Noben ni razmišljal o tem, da ta hudič 6-litrski kurka pri norcah, ne? A veš, no, sej lastniki Land Roverja se še zdaj ne, ker imajo prav, ker je dober. Še imam eno stranko, ki ima pač tega Defenderja, in to je človek. To je skozi. Ti, ki te starega ali te novega? Ta starega. In to je skozi neko vijačenje in vse skupaj. Vse to moraš. In pol, to je gre zraven, po moje. Zanj se mi pol tam podpisuje in prav, a mi daš kuli, ne? Sem rekel, valjda ti ga dam, pa kar v avtu ga maj, da ti vsaj nekaj delajo noter. Ja, ne, moraš ga imeti rad, pa dobro, če znaš šofer. Ne, glih zanj sem gledal, če kdaj gledata na National Geographic SOS za avtomobile, ki prerihtajo pač tem ljudem, ki si, recimo, ljudje, ki bi radi obnovili avto, in pol kaj zbolijo in pol te dva vskočita in spimpajo avto, odko kaj treba. No, v glavnem in so zanč nek predhodnik te Toyote Land Cruiserja je bil. No, in so šli pač, ta tip je imel to in so ga obnavljali in pa so šli tam do enega majstra, ki se sam s tem Toyotam ukvarja. Prav, da pri Toyoti bi mogli imeti v bistvu ta Land Roverjev slogan, ki je, da te odpelje v divjino in nazaj, prav, to drži za Toyoto, prav, pri Land Roverju drži samo polovica tega njihovega slogana. Land Cruiser je pa sploh, ne. Ja. Land Cruiser je pa praktično nevličiv. Če znaš pa še malo šrafati. Ja, to pa po mojem si pa zmaga. Pa manj, kot pri Land Roverju. Ja, seveda, ja. Tis pa dela tudi na Madagaskarju, Land Cruiser. Po moje uradno in najboljše prevozno sredstvo še zdaj. V glavnem, Mark je skoraj telegrafiral in Land Roverjev ni bilo. Imela sta obljuben helikopterja tudi ne. Helikopter, ja, to mi je bilo še 2 Land Roverji, helikopter pa ne vem, je pa sam moped, pa še ta ne dela. Taka Douglasova čista. Tudi če se ni zares zgodil, je bila dobra šala. Točno to, ja. Ne zamerim. Tudi pol, ne. Ampak se mi zdi, da je čisto verjetno, ne. Ja. Tudi spanje je bilo, nekako. Ne, pa tudi ta cesta pol, ne, da se lahko odpeljajo sam, da je nenadoma prišel do težave, ki je bila cesta neprevozna, ker so jo Kitajci kukar popravljali, pa tega kukar sploh noben ne bi smel vedeti, ne. Ja. Ampak to so delali že 10 let. 10 let, ja.
Ja, To so bili zgleda takrat Kitajci še niso znali stvari narediti tako, kot je treba, ne? Tako, kot jih znajo danes. To se študira, da po mojem so Kitajci na Madagaskarju 80-ih učili to delati, pa so šli pa v Afriko zares delati to. Pa drgam. Pa doma. Pa doma. Ja. Ne, a veš. Ja. Očitno je bil to tak testen moment. Kitajci se kar v Afriki so kar močni. Pa doma. Pa doma, seveda. Doma so zelo močni. Ne. Doma so tako močni, da jim tudi ta največje ceste, ki so jih naredili po kopi LA, ne pomagajo več. Yep. Tako da, ja, dobro. Pa imela sta že avion v džunglo, sta imela že čez 2 ure, ne? Tok, da sta mogla sam njegovo prtlago odpeljati. Pa še spotoma mu je navrgu, ki je imel, Douglas je imel s sabo en kup opreme, pa tudi fotografa sta imela s sabo. Ja, Alande, Krnuzre. Ja, ne. Momem grede še navržene, da najbrž nobenega filma sploh ne bojo smeli odnesti iz države. Ne. Tako je. Se pravi, če je bil Telex... Mislim, sam to po mojem bila bolj fotografova težava, kot pisateljeva. Ja. Sam za člankov v National Color Observerju, posebni nedeljski prilogi, bi bilo pa fajn kakšno foto. No, vem, ampak se pravim, to Douglasa najbrž ni zanimivo. Je pa bilo za odpravo verjetno malo moteče. Ni bil vesel. Ne. Če ti prideš... A vidiš, zdaj tle pa lahko naredim primer urednikovanja Douglasa. To je bil en odstavek za fotografa, ki ga je omenil, predstavil in povedal, da ga čaka nesvetleč del odprave, pa ni bilo več fotografa. Ne? Ni bil vodnikov opombe od fotografa, ki hoče povedati. Ki je nekje rošolo je hodil. Ker so šli že takoj na minibus, a veš? Tako je paf. I climbed rather numbly into the minibus. Pa sploh bi še nekega drugega fotografa privlekel v zgodbo, ki bi prišel sam takrat noter v tisto opombo, pa ga tudi pol ne bi nikoli več zasledil. Evo, tako se dela. No, a vidiš, ne bi šlo, da se ga ne bo menilo. Ja, ne, pa sej fajn. No, ne, sej fajn. Sam pač to pa moramo... Zmeram se. Smeh je pol zdravja, sploh če je na tuj računa. Ja. Kakšno bo še slišal? Tisto večino prtljage so pustila tam, ne, tega Douglasove gadgete, boh ve, ko je imel. Ja, Meke imel zdihar sabo, ne, takrat. Saj enga. Ja, valjda, če smo rekli, da je imel ta prvega v Evropi, ne, valjda, da ga je imel, ne. Valjda. Ja, zdaj pa tam so bili... Mark je še rihtal zadnje stvari. Zdaj probal je v bistvu nekega angleškega reda upeljati v afriško. Ja, da nosačem je dajal napitnino, enim je ni dajal. Ful se je niso imeli nič zraven. Ja. Tam je ta nekak z tistih izkažnih potovanj, ki greš malo kam dalj, ja, tam pač se vsi priklopijo k tem nekim. Ale, ti si tam, imaš denar. Ja, mislim, imajo občutek, da ga imaš. Ja, se to je, oni tak mislijo, če iz Evrope to imaš denar. Bil si že, to je. Sam tam, da si bil je assumption, the mother of all fuck-ups, razen če je Mary, čeprav tudi Mary je fuck-up. No, pustimo. Ja, no, v glavnem, tako ne. Tam imaš sabo kovček denara ali pa ruzak denara, kakorkoli. Ampak Marko je ratal iz tega kaosa, veš, saj približen red. Some sort of order out of the chaos. Madagascar, I thought. I thought. A nearly extinct lemur. A ja, ne to, pa je poprašal... Do you think we're actually going to get to see this animal? In pol prav, da veleposlanik v Bruslu je rekel, da si ga lahko narišejo. Tako kot vi, nage poslušalke. Dobrodošel na Madagaskarju. Ja, točno to. Ja, sej. Ko smo pa tle, pa mislim, da lahko rečemo... Komot, ja, po moje, kar rečemo. Večini obešalnik, ker pol se stvar predstavil. Čeprav sem mislil, da bomo prišli do šale z Lestrom. Pa drugič. Ker tam je bila res lepa. Sam da vam dam zaznamk za naslednji teden. Ja. O Lestru bi se rad pogovarjal, ker sem razmišljal o tej temi. In zakaj Angleži pišejo Lester, ne Lester, ampak Leicester. Ja. Bomo drug teden. Ok. Ja. Kaj se reče Lester, pa ne. Ja. Ampak, ja. Ja, najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo začeli s prvim poglavjem knjige Zadnja priložnost.
Če jo berete tudi vi, nam pa to povejte na Discordu, družabnih omrežjih, raje ne, ali pa na dopisnicah, ki jih pošljete na dobro znani zaslov. Lica Strojska 52, A 1000 Ljubljana, druga klet. In A vidiš, kaj bi mogel vaditi? groza skorme. Da sem s prstom Ja, pokazal protiv. nisi sam s prstom pokazal, še zabodeno sem me pogledal, tako da me je čist presenetil. Kva moram narediti? Če sem študiral, je preveč to, a bi mogel z drugo roko. Srnca sem bil zdaj. Pozabil sem, kako naredijo asistenti režije, da tako ne postran. Se še dobro, da nisi postran, še fuknil vse dol po tleh. Vsega v krog. V glavnem, z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala lepa. Hvala, lepo se majte. Pa rad se majte. Tako. Ne moreš stari s temi štendri, pizda je zafukan, pizda, ker sem lahko, sam ta move sem imel lahko. Ili ugasem to kišto. No, spet baterija šla. Kva? Ugasem. Ja, to, bravo, evo, to ugasem. Bolj me pogled presenetil, ker si špil. Ja, jaz sem na to v glavi, ker kaj ne naredim, da bom tega razsupil, da bom tega